zna pa kuhati iz celega sveta. Ok, ampak sam nekaj zdaj, preden greva v kuhno, jaz sam nekaj upam. Sam, da ne bo sladko. Da ne bo sladko, pa glede na to, da sva 2-3 dni skozi jedla, da bo nekaj tako baluizi, ne? Pa da ne bo sarma. Res, ja. Ja, pa da ne bo sarma, definitivno. Gremo pogledati, kaj se dogaja. Janina jo že čaka, evo. Janina jo čaka, da nama pove, kaj bo kuhal. Zdaj nama boš ti povedal, kaj boš kuhal, midva ti bova pomagala vse Zdaj boste najbolj razočarani, namreč kuhali bomo jako malo. To bo zato, ker vsi se bašemo kot zmešani cele praznike in bo nekaj zelo lahkotnega. Bravo, super, super. Po pravici povedano je pa to zato, ker sam ne znam kuhati, no. Čakaj, res ali kaj? Ja, res. Jaz sem se pa veselila, svetovni popotnik je sprobal že kuhinjo afriško, azijsko, verjetno prihaja s takimi recepti nazaj. Probal je res svašta, zato ker imam, pač kamorkoli pridem, se prav potrudim jesti res vse, kar ljudje jejo in to ponovadi iz tistih štantov tam na ulici. Sem že tudi par zelo kvalitetnih drisk dobil na ta račun, ampak to je pač normalni del potovanja. No, jaz upam, da tega danes ne bo, ne? Moram pa povedati, če ne vem, koliko je sama potujete, no, verjetno imate tudi kakšne namene. Namreč želodec se počasi navadi na te stvari, tako da zdaj moram potrkati, imam precej lesen želodec in lahko marsikaj pojem, pa mi nič žalega ne stori. In na drugi strani je to dobro, ali pa slabo, kaj vem, no. Ker pač nikoli, če sem sam, nikoli ne kuham, ampak kar enostavno iz hladilnika jem, pa zaenkrat želodec to še relativno dobro prenaša. Pa se vsi čudijo in pravijo, boš že videl. No, upajmo, da ne bo to prekmalu. Skratka, danes bomo kar bolj sadno zadevo napravili. To je sadna torta. Še to ne, čisto navaden džus. Džus? Naraven džus, ne? Ko sem bil majhen, ne rabimo ga, ko sem bil majhen tam do osnovne šole, še nismo imeli mikserja doma, pa smo hodila k staro mamo, k teti, ki je miks napravila zame vsakokrat. Tu pomeni navadno, pač sadje vzameš in ga zmiksaš in to je to. Aha, a vzamemo pol sadje, kaj bomo, z česa? Torej bi sabo imamo. Se pravi za džus, rabimo banane ali tako. Banane? Tole imamo sabo. Čakaj, lahko kar po pultu raztresamo? No, ena globoka skrivnost mene, velikega kuharja, je to, da so, namreč jaz smo zelo rad sveže banane, ki so še malo zelene, ampak čisto malo, ker sicer imajo okus po krompirju. Pa še ena skrivnost iz svetovne kuhinje, namreč marsikje na svetu uporabljajo banane za kuho, ne vem, če to že veste. In to sta dve sorti banan, pravzaprav jih je sort, kolikor hočeš, od takih, ki pečejo kot paprike in so takole velike, pa do jedilnih. Pečejo? Pečejo krepko, ja. Banane? A drugače pa okus kot banana? Na papriko malo, kot med banano in papriko nekako. V Indiji imajo taka zrnca imajo na sredini, sicer tele jih imajo tudi, ampak tiste so bolj taka, izrazita, prav škrupi se jih v zobni in pečejo. Hecno. No, tiste kuhalne banane se pa v Afriki imenujejo matoke, ki je druge pa kako drugače, no, in so takole velike. In če jih ješ, mislim tako, če so še zelene, potem imajo okus po surovem krompirju, kar ni pretirano dobro. Če so pa zrele, so pa sorodne tem bananam, samo malo manj okusa imajo. Če jih pa potem skuhaš ali spečeš, se pa ponavadi napravi pire. Tako da sem v Afriki dolgo časa jedel matoke, pa sploh nisem vedel, da to ni krompir. Ampak da so banane v bistvu. Pa še manioka je potem, ki je spet neka korenina, ki je spet sorodna krompirju. No, matoke so banane, skratka, no. Za jest tele niso ne vem kaj, če še malo počakaš, postanejo medene, kar meni spet osebno ni ne vem kako dobro, nekateri imajo pa ravno tiste radi, no. Ampak za džus so pa boljše take, ki so že malo preveč. Kako pa bomo to, s čim pa bomo? Tako da bomo današnji čas za kuhinjo bolj posvetili čemu drugemu, verjetno kot pa kuhi sami. No, se to moram priznati, kar pasalo, ne, po vsej tej hrani, malo sadja, svežega in vitaminov in vsega. Zdaj pa ne vem, jaz osebno imam precej rad grenke zadeve, Bo super. Tudi tako, da uporabim celo. To imaš čobo kuri, ne, pravijo. Čakaj, to pa nimam sabo, ne vem pa, če bomo to videli tukaj v kuhinji, kakšen lupilec za krompir. Lupilec za krompir, imamo kakšen majhen nožek? Če ga mi bomo pa enostavno normalno olupili. Kaj takega imamo, sam ne vem, če... Bom poskusil. Rezultati bojo bolj žalostni, verjetno mojega lupljenja, ampak bo že. Ne bo noben problem. Kakšna deska je verjetno? Deska je pa Mark tam. Ali pa neč, bomo kar tako. Kar bo, pa bo. A je deska. Da sem malo pospravil preglavice, ja. Neč, bomo pa v zraku lupili. Glede na to, Bojana, da sva pekla, ne, čez praznike je mogoče, a več, deske ni, ne. Neč, je že v redu. Pa se jaz spet krivam. Ne. Dobro. Sicer pa ta
pult po Se mojem ne tudi rabimo, se bo zdrži. tudi v redu. Ali pa če damo kakšno krpo, se Ali pa ne bo noben krožnik. problem. Bom se potrudil. Čak, kaj bo, eden od dva lahko lupi banano, drugi pomarančo. Ne boš kar Dajmo zaposlil. tole najprej. Kaj pa je najbolj nenavadna taka stvar, ki si jo jedu, recimo? Veš, kaj se fulkrat sliši, ko grejo kam v take čudne Ja, hrošče, bukovilce, pa tako naprej, to je tak nekaj prav Si ali kaj posebnega. bolj probal? Ja, veš, da sem. Zelo presenetljiva zadeva se mi je zdela, da Me veseli, da si se za džus odločil. kobilice imajo okus po vloženih ribah. Oj. In so, če poznaš tisti smoki ali pa kakšne Če to take si stvari, tudi ki jedel. se jih... Ja. Čak, kobilice so samo cvrte, ali kako so To je pripravljene? podobno kot krompir, ja. V Pa vse globokem imajo, olju. nogice, vse... Noge, roge, tiste noge so malo hitinaste, tiste niso na tako precej časa jih žvečiš. Ostalo se pa stopi v ustih, ko smoki, tisti poznaš čisto. Ja, Prav, stopi se ti Čakaj, v ustih. okus ima dejansko Okus ima pa povlaš? po sardinah, vloženih. Kaj pa je najbolj ogabna stvar, ki si jo dal na svojih potovanjih v usta in da si jo plunil ven, da si rekel, pa to pa Nisem kačo, sem jedel, pa je bila precej žilasta in nič dobra, sem več pričakoval od nje, ko so tako hvalili, kakšne specialitete je to v Vietnamu. Ampak jedel sem pa toaletno ribo, to pa po mojem še ne veste, kaj je. Ne. Haha, stvar je taka, toaletna. No, straniščna rečemo. A hočemo videti? Lahko pa spustimo, ja. Stvar je taka, da v Kambodži imajo stranišče eno samo za celo vas, večinoma po vseh pač, ne? Ja. No in tam je tako pač nekakšen bazen, ribnik, žabnik, kakorkoli mu že rečeš, predvsem umazana voda, ampak je ribnik, no. Predvsem velik, tako, kot večji, no, srednji velik bazen, recimo. Dobro. Potem je pa nad tistim iz lesa napravljeno nekakšno stojalo, od katerih je spodnjih, kaj vem, pol metra recimo prikrito očem in tam lepo počepneš in storiš, kar pač storiš. Zanimivo, da posod po Aziji moški vsa taka opravila počnejo čepe. V naravi. Tudi tista, ki se pri nas opravljajo stoje. Tako da v vsakem primeru se potem ne vidi tvojih privatnih delov in tisto, kar pridelaš, pa pada v vodo potem. Ne? Ja. Tam pa živijo tiste toaletne ribe, o katerih govorim, ki pač nimajo drugega za jesti, kot tisto, kar pade tja noter. Imajo nadvse eksotičen okus, ko smo že ravno prele govorili o Čak, in tiste ribe eksotiki. se dejansko je potem. Tiste ribe se potem polovi, so pa hecne, take kot tiste, kaj se morske listi, mislim, da so pri nas taki, da ležijo na boku in na obe oči na eni strani, obe očesi. Je kar gledajo gor, kaj bojo dobile za jest po moje, ne? Ne vidijo, kaj dosti blakna voda, gledajo pa najbrž, ja. No, skratka, tiste ribe se potem nalovi, potem se jih nasoli in so nekako tako pripravi kot kakšne filete, recimo pri nas, ne. No in potem najprej so nam to pokazali, kje se to dela in kako, potem so pa kakšen dan kasneje so nas je nekega takega vodnika tam lokalnega smo najeli in nas je popeljal po tržnici in pokazal potem tiste toaletne ribe, že lepo nasoljene in tako dalje. In od cele grupe, tam so bili Izraelci, pa ne vem kdo še vse, samo dva Slovenca sva bila, sem bil jaz edini, ki se je žrtvoval, da je poskusil tisto zadevo. In pol dneva mi je bilo krepko žal po tistem, Zanimivo. ker je pač zelo imelo po okusu tega, po čemer nisem še nikoli jedel, ampak si predstavljal, da mora imeti tako okus. Toaletni okus je imelo. Hudo, no. In se ga ne znebiš, zlepa ne, tistega okusa. Te spremlja. Fuj. Drugač pa je Nin... Mislim, treba tako, verjetno da je tak acquired taste, se reče temu. Mogoče, če se navadiš, potem ti je najbrž dobro, tako kot kakšna Ja, stvar, oni ki to ti... verjetno poljejo, ker ne, če Verjetno. imajo... Sicer pa končno, sej, mi imamo vsi predsodke proti temu, končno je to samo hrana, ki je že prebavljena, sej nič takega groznega, no, ampak kaj vem, predsodke imamo pač proti Ja, to je temu. točno to, ja. Kot si prej rekel, ne, kako si vzgojen, pa kako si navajen. Freud itak najbrž veste, kaj je počel. Mislim, je pač razlagal, da v neki fazi svojega življenja je človek čustveno navezan na svoje pridelke, rečemo. Zdaj, Freuda si omenil čist po naključju, ali to... Tako. Ja, analna faza pač, ne? To najbrž poznali, ste bili na gimnaziji? Neke psihologije ste verjetno imeli. Ja, jaz sem precejšen del svojega življenja preživel kot učitelj filozofije in psihologije na gimnaziji, ja. Aha. Kaj zdaj to pomeni, da še zmeraj se s tem aktivno? Ne, zdaj pa ne več, ker sem na svojo žalost in ravnateljev obup moral potem nehati, ker na gimnaziji, pač na šoli ne moreš, ne vem koliko prostega časa si privoščiti. Oziroma takrat, ko so počitnice, potem je pa konec, ne. Tako da... Ampak so to stvari, ki... Poleg tega pa tudi to, no, jaz sem večinoma imel sam 4. letnike in odkar so mature, moram reči, da je življenje na srednjih šolah manj prijetno, kot je bilo nekoč, no.
tako boš kljub vsemu imel malo žal, pa doskrat srečam kakšnega dijaka in si potožite en drugemu. Dobro, bomo rekli še, kaj na to temo malce kasneje, ne? Sedaj te bomo pustila kuhinji, mi gremo pa naprej, bomo potem povedali oziroma pokazali, kaj vse smo naredili, sedaj pa je na vrsti nekaj za otroke, kajti ura je 15 do 7 in sledi Pičolina s Petro Upale.